Dobro jutro. Najprej vam želim en blagoslovljeni Božič. Da zaistino Jezus je zaistino na novo rojen v naših srcih in življenjih. In ne samo gnez te Božič, ampak vsaki dan našega življenja naj je on v naših srcih. In gnez tako prvič stojim pred vami, da prenesem Božjo besedo njegovi cerkvi. Sem sicer že pripravljala, ampak to je bila prazna cerkev. Gnez ste pa vsi vi tu prisotni. In verjemite mi je, da mi je malo, kako ne povem, roke mi letijo. Ampak znate, od trenutka, da smo se pogučavali in določili datume za pripravo pridig oziroma Božje besede za te božični čas, je bila moja molitev. Bog, ko je tvoja vola, tvoja beseda, štero naj povem tvoji cerkvi. In znate, to je bilo že novembra. In nikaj se ne zgodilo. Nobena beseda mi je ne gučala, nobene inspiracije je ne bilo in sem bila že malo v skrbeh. 26. se hitro bližal in da smo niso malo več časa za pripravo. Ampak tretjo adventno nedeljo smo popevali pesem Zaupam ti, Gospod. Razočaral me ne boš. In ker sem to pesem popevala v Sloveniji, kot molitev pred Bogom, Bogu ga znam, ne boš me razočaral glede te besede, štero je tvoja vola, kaj jo povem gnez. Vi seveda teleko to pridigo ali to besedo na konci ocenili, ampak za mene je bila priprava te pridige en poseben čas, eno posebno potovanje, da mi je Bog ponovno pokazal, da je on istino za istino na začetku isti in na konci, da je še vedno isti. In tisti, šteri ima vso dogajanje, kako je sami pravo, v duhovni sferi in na zemlji pod kontrolo. Zato on je Gospod in on je Bog, živi Bog. In takšnega Boga imamo, tako smo popevali, veliki si moj Bog. Zato bi rada, ko na začetku preštemo prvo vrstico iz Matejevega evangelija, 2. poglavje. Tam tako piše. Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, v dneh kralja Heroda so prišli modri oziroma magi z vzhoda v Jeruzalem. V Jeruzalem so prišli opazni in pomembni ljudje. Modri oziroma magi. In vse predstave, šteri imamo od teh možeh oziroma od teh ljudaj, šteri so prišli v Jeruzalem, so napačne. Zato, ko si jih predstavljamo tako, kako so mi jih predstavili risari ali umetniki iz različnih voščilnic ali umetnin, štere poznamo. In vse to, ko znamo ali mislimo, ko znamo o njih, so legende, štere izvirajo iz srednjega veka. In ena izmed takšnih napačnih legend je ta, ko mislimo, da so to bili 3 kralji. In jaz vrblem, ker če bi bili to kralji, bi v Svetem pismu bilo tudi tako napisano. Ampak ne je tako napisano, ampak v Svetem pismu pravi, ko so to bili modri oziroma magi in eden prevod celo pravi, da so bili zvezdogledi. Se pravi, ne so bili kralji,
ampak so bili v resnici poganski duhovniki. Štiri so pa imeli veliko politično moč v kraji, kjer so živeli. Dežele, kjer so oni bivali, so jih zelo spoštovali zaradi njihove modrosti in političnega vpliva. Se pravi, bili so zelo vplivni ljudje v deželi, kjer so živeli. Njihova religija oziroma njihovo verovanje, na šterega so se naslanjali, je bila astrologija. Verovali so v zvezde in planete in da te zvezde in te planete upravljajo življenja ljudi na svetu in spremljajo vse dogajanje na svetu. Oni so se ukvarjali z napovedovanjem usode in iskali odgovore na težka vprašanja. In njihova najbolj skrivnostna umetnost je bila, da so razlagali sanje. In da sem tako razmišljala in iskala o teh modrih, ko so oni delali. O vsem tem, ko smo zdaj našteli, astrologija, napovedovanje iz zvezd, usoda, razlaganje sanj in vse to je imelo za mene osebno in verjamem, da tudi van en tak negativen prizvok. In bilo mi je čudno, zakaj so takšni ljudje prišli se prikloniti Jezušu. Ljudje, štiri zaupajo v zvezde in planete, so prišli, da počestijo odrešenika. Še bolj pa me je zanimalo, kako so za vse to izvedeli. Ko jih je vodilo, ko so spremljali zvezde glede toga, ko so raziskovali o vsem tem in ko so čakali, kada se je judovski kralj rodil. V Jeruzalem so prišli z vprašanjem, kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Se pravi, bili so trdno prepričani, ko se je toliko vrvljajo, to je zgodilo. In zakaj je bil te judovski kralj za njih tako pomemben, ko je bil vreden, ko pridejo in se njimi priklonijo? Puno vprašanj in dvomov, zakaj? In ko bi na vse to lahko dobili odgovor in malo bolj jasen vpogled, zakaj, moramo pogledati, iz kje so te magi izvirali oziroma odkje so prišli. Naša vodilna vrstica na začetku iz Matejevega evangelija pravi, ko so oni prišli z vzhoda. In če bi pogledali zemljevid stare zaveze, bi videli, da vzhodno od Jeruzalema leži Babilon oziroma medijsko-persijska dežela. In beseda Babilon v mislih pride ena prav posebna oseba iz Biblije, štera je bila v Babiloni. In ženskemu zdaj pitala, što je to bil? Če ste pozabili, ko smo se pogočavali na ženski veri, Daniel. Daniel je prišel v Babilon. In znate, po vsem tem preučevanju in raziskovanju besede za to pridigo, sem jaz osebno prepričana in vrvljen, ker je bil Daniel tista ključna oseba, štera je te modre pripeljala v Jeruzalem na Božič. Ampak znate, Daniel je živel 600 let pred Jezusovim rojstvom. 600 let. Kaj je bilo v te tak posebnega
v Danielovem življenju, kaj je po toliko letih njegovega življenja, njegov vpliv bil še vedno prisoten. Ko je bilo tisto? In ženske, štare smo preučevali Danielovo knjigo, bi znale, si lahko predstavljamo, kaj je bilo to. To je bila njegova vera in njegova zvestoba do Boga. Pa zato bi rada, ko si malo na kratko poglednemo Danielovo življenje in zakaj je to življenje napravilo takšen pečat, kaj 600 let po njegovi smrti še itak bilo prisotno. Znate, Daniel je v Babilon prišel kot suženj. Če je bil mladi takrat, plemiškega rodu, piše v Bibliji, njegova prihodnost, da je prišel v Babilon, ne je izgledala čisto nič rožnata. In kot od vseh sužnjev se je tudi od njega zahtevalo, ko vse, ko pozna, ko ima rad, pisti za sebe in pozabi. Ampak znate, če se je to od njega pričakovalo, ko se naj osredotoči na novo življenje, življenje v Babilonu, se to ne je nikdar zgodilo. Če so njim dali novo ime, Belšacar, in so njim iščeli dati novo identiteto, vcepiti v njega babilonsko kulturo, je on ostal zvesti Bogu. V vsakoj situaciji on je ostal zvesti Bogu. Znate, Bog pa je njegovo zvestobo nagradil s tem, ko njem je stal ob strani in njegovo življenje vodil, tako kot si je to Bog zamislil. Kako je sami prej pravo, težke življenjske okoliščine je Bog ponudil za dobro. Da mi vidimo celo zgodbo, znamo, tako je moglo biti. Ampak te za Daniela je ne bilo tako lepo. Na preučevanjih smo dostokrat poravljali, Daniel je živo v Babiloni, nikoli pa ne živo za Babilon. In tu je velika razlika. Vedno in v vsaki situaciji je živo za Boga. In Bog je bil tisti, štiri ga je postavil tam, kjer je bil. Res, prišel je kot suženj, ampak ne ostal suženj. Ali verjameš, kaj tudi tebe Bog postavil ta, ki si zdaj? Mogoče se ti situacija zdi brezupna, ampak zaupaj Bogu, ko on vse na dobro vodi. Amen. On vse na dobro vodi. Znati moramo, ko Danielovo bivanje v Babiloni je ne bilo kratko. On je služil v službi 70 let. In v tom času njegovega bivanja v Babiloni so se menjale 3 osebe. 3 kralji, s katerimi je Daniel sodeloval. Nebukadnezar in Belšacar, šterega sta bila v Babilonskem kraljestvu, kralja, in potem še Darej, šteri je bil v Mezijsko-Perzijskem kraljestvu. Šteri so premagali Babilon. In 2 od teh 3 kraljev sta za voljo Danielovega vpliva prišla do spoznanja pravega Boga. In kada nam malo bolj jasno, si najprej pogledamo Nebukadnezarja.
On je bil orodje v Božjih rokah, ki izvrši obsodbo nad Jeruzalemom. Tako piše v Bibliji. In bil je izjemna vladarska osebnost tistih časov. Z različnimi bojnimi pohodi si je pridobil največjo oblast tistega časa in tistega sveta. In ne samo, ko je svet osvajal, bil je tudi znan kot gradbenik. Izgradil je veliki in mogočni Babilon. Ampak kot vladar je bil on zelo krut in tiranskega značaja. Štiri se je imel za veliko svetovno velesilo. Ampak znate, Bog je milostno prek Danijela tako pomale skozi sanje delal korake proti njemu, proti Nebukadnezarju. In gledajte, ko je on, sam Nebukadnezar, na koncu priznal oziroma zapisal. Danijel 4, 31 do 34. Ob koncu dni sem jaz, Nebukadnezar, povzdignil oči v nebo in razum sem mi povrnil. Slavil sem najvišjega, hvalil in poveličeval večno živega. Kajti njegova oblast je večna oblast in njegovo kraljestvo je iz roda v rod. Vsi prebivalci zemlje veljajo kakor nič. Po svoji volji ravna z vojsko neba in s prebivalci zemlje. Ni ga, ki bi zadržal njegovo roko ali mu rekel, kaj delaš? V tistem času se mi je povrnil razum, slavi mojega kraljestva se povrnila, moja veličast v moj sijaj. Moji svetovalci in velikaši so me poiskali. Spet sem bil postavljen nad svoje kraljestvo in podeljena mi je bila še večja oblast. Zdaj jaz, Nebukadnezar, hvalim, slavim in poveličujem kralja nebes, kajti vsa njegova dela so resnična, njegova pota pravična. Nebukadnezar hvali, slavi in poveličuje kralja nebes. Bog je tej kralj nebes in znate, pred njim da se priklonilo vsako koleno. Vsak človek, pa če še je tako veliki na tem svetu, da se enega dneva mogo prikloniti pred Bogom vseh bogov, pred živim Bogom nebe in zemlje. In če pogledamo drugega kralja, kralja Dareja, štiri je nastopil, da je Babilon spodno in so zavzeli mesto Medici in Perzici. Danijel 6, 26 do 28. Tedaj je kralj Darej napisal vsem ljudstvom, narodom in jezikom, ki prebivajo po vsej zemlji. Mir naj se vam pomnoži. To je moj ukaz. V vsem gospodstvu mojega kraljestva naj vsi trepetajo in se boje Danijelovega Boga. Kajti on je živi Bog, ki ostane na veke. Njegovo kraljestvo ne bo uničeno, njegovo gospodstvo je do konca. On osvobaja in rešuje, dela znamenja in čudeže na nebu in na zemlji, kajti rešil je Danijela iz levjih šap. Dva kralja, štera sta vladala velikimi kraljestvi, na koncu data tako veliko hvalo in slavo večnimi kralji. Bogi. Ona dva priznata, kaj je on edini, resnični, večni kralj. Kako se je to vse zgodilo? Kako je leko nekak, šteri je sebe imel za Boga, da pravo obstaja resnični Bog v nebi.
zavoljo Danijela in Božjega dela, šterega je delal skozi Danijela. Skozi, da je Danijel stal pred kraljem, pa če je bil babilonski ali medijsko-persijski, je ostal zvest Bogu. Bogu, šterega je vrval in popolnoma zavipal. In svojo vero je tudi vedno priznaval. In svojim zvestim ter pravičnim delom to tudi živo. Da je bil pred kraljem, je tako pravo. Danijel je odgovoril kralju in rekel: skrivnosti, po katerih kralj vprašuje, ne morejo kralju pojasniti modreci, vedeževalci, čarovniki in zvezdogledi. Vendar pa je Bog v nebesih, ki razlaga skrivnosti, in on bo oznanil kralju Nebukadnezarju, kar se bo zgodilo v poslednjih dneh. To je bilo v Danijelovo stališče, da je Bog v nebesih in on je edini, šteroma se je vredno klanjati in podrejati. Vedno je priznaval Boga, njegovo gospodstvo, njegovo oblast v nebi in na zemlji, pa če tu je to za njega pomenila smrt. Živel je v Babiloni, ampak nikoli ne živo za Babilon. Tu mi živimo na tem svetu, ampak ali živimo za ta svet? Ali živimo za Boga? Danijel, kako sem pravila, je ostal zvest Bogu v vsaki situaciji, štero se je soočil v Babiloni. In ta zvestoba ga je pripeljala do položaja, da je dobil oblast in postal višji predstojnik vsem modrecem v Babiloni. Danijel 2:48. No, tu je kralj povišal Danijela in ga obdaril z mnogimi bogatimi darili. Dal mu je oblast nad vso babilonsko pokrajino in bil je višji predstojnik vsem modrecem v Babilonu. Danijel je v Babiloni postal eden izmed magov. Zavoljo Božjega blagoslova in delovanja v Danijelovem življenju in v njegovem delu se je povzpel na en ugleden položaj, šteri nad vsemi magi, in te njegov položaj je trajal vsaj 40 let. In zavoljo tega položaja je on imel velik ugled in tudi moč. In kako smo videli, njegov vpliv ne bil samo v Babilonskem kraljestvu, ampak se je nadaljeval tudi da je nastopil drugi kralj, medijsko-persijskem kraljestvu. In iz tega svojega vodilnega položaja je imel opazen vpliv na mage. In ges vrvlen, ki je mnoge izmed magov pripeljal glitok do spoznanja resničnega Boga. Zato, če je pred kraljem tako neustrašno pričeval o Bogu in njegovo oblast in njegove oblasti, je vrvlen glitok pričeval svojim sodelavcem, s katerimi je sodeloval. Bližnjo jih je včil iz takratnega svetega pisma, štere so gučale o Mesiji, da je odrešenik prišel z nebes in da se je narodil v Izraeli. In če štemo Danijelovo knjigo, v drugem delu njegove knjige so napisana videnja, štere jih je Danijel imel
o prihodnosti in o načrtih za človeštvo. In te magi, štiri so z njim sodelovali, so gvušno šteli te spise, štiri jih je pisal o svojih videnjih. In o tom, ko je Bog napovedal, kada se odrešenik pojavil v določenem času. In Danielov vpliv na mage je bil tako močen, ko so te prerokbe spremljali še 600 let po njegovi smrti. Zato ljudje oziroma magi, o štirih smo šteli v Mateji 2. poglavju, ne so bili tisti poganski duhovniki, štiri izvajajo razne rituale svoje vere, ampak vrvnen, ko so bili verniki živoga Boga. Štiri so iskali in čakali obljubljenega Mesija, napovedanega odrešenika za vse ljudi. Ništrni magi so 600 let po Danielovi smrti ostali zvesti Bogu. In znate, da se je čas dopolnil, da je prišel čas, ko Jezus pride na svet. Bog te mage ne pusto v neznanji, ne. Poslal jim je svojo zvezdo, štera jih je vodila v Jeruzalem. In da so prišli v Jeruzalem, so oni videli in doživeli to, ko so čakali. Zdaj, ko vidimo, zakaj so prišli v Jeruzalem, zaradi svoje vere in pričakovanja Mesije. Te možje, štiri so bili takrat v Jeruzalemu, Daniela niso poznali. So pa poznali Božjo besedo in obljube, štiri so bile dane. In poznali so stvari, štiri se morajo zgoditi. In znate, Bog tiste, štiri vrvljajo v njega in njegovi besede in ga pričakujejo, vedno se razodene in jih vode, da to, ko pričakujejo, tudi prejmejo. Tudi mi čakamo Jezusa. Znamo, ko Jezus ponovno pride. Zato, ko je sam Jezus, da je bil na sveti to pravo. In znate, čas adventa oziroma pričakovanje za te modre je bil 600 let. Kako dolg je čas adventa oziroma pričakovanja, da je naš, ko Jezus ponovno pride? Ali znamo? Ne vemo. In Jezus je tako pravo. Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Ne je naša stvar, ko mi znamo, da Jezus ponovno pride. To je v Božjih rokah. To je On določil in samo On zna. Znate, naša stvar in naša odgovornost je, ko se pripravimo. Pripravimo naše življenje srečanju z njim. Ko svoje življenje živimo na tom svetu, ampak ne živimo za te svet. In ko v vsaki situaciji ostanemo zvesti Bogu, njegovi besedi, njegovim obljubam in ga svrblem, kada je naše srečanje z njim čudovito, nekaj posebnega, stvari, štere smo ne mislili in naše misli ne so prišle, bomo videli in doživljali. In znate, ko za srečanje z Jezusom nam ne treba čakati
do prihodnosti, da on se pojavi na nebi. Ne, že dnes je čas, ko se lahko srečamo z njim. Dnes, eti tu na tom mestu, je pravi čas, ko se lahko srečamo z živim Bogom. Draga cerkev, napravimo to, kako su napravili modri, da su stopili pred Jezusa. Spadnili su na kolena in mu dali dragocena darila. Tudi ti imaš dnes eno dragoceno darilo v svojih rokah in to je tvoje življenje. Izroči ga dnes, Jezuse. Dovoli njemu, ko on vodi tvoje življenje in pričakuj velike stvari od njega. Daniel je bil sužen, ampak ga je vera in zvestoba do Boga vodila, kaj njegovo življenje pričevalo še mnogo let po njegovi smrti. Tudi ti veruj in zaupaj Bogu, kada te vodo ravno tam, ki je njegova vola, ka se. Lahko gori stanemo. Dajmo čast in slavo našemu Bogu. Gospod, hvaležna sem ti za te čas tvoje milosti, hvaležna sem ti za te čas tvoje besede, Gospodu, nam ti učiš, da se živi vsemogoči Bog. Šteri si bil na začetku, šteri si dnes in boš v vso večnost isti Bog. In ti si gospodar nebe, ti si gospodar zemlje in mi te lahko poznamo, hvala ti. Daj, da ti damo vse, ko imamo, svoje življenje, tebi na oltar, Gospod, da te tako slavimo in častimo v duhu in resnici, kako je tebi všeč, kako je tebi prijetno in kako je tvoja vola, moj Bog. Ti prevzemi vso vodstvo, ti prevzemi oblast in ti bo popolnoma doma v naših življenjih. Haleluja. Amen.